Družinsko podjetje Damateh, ki je v lasti Darka in Mateje Mikec, je bilo ustanovljeno leta 2008. V proizvodni skladiščni hali, ki so jo uredili v prostorih nekdanje železarne Jesenice, trenutno dela 22 ljudi. Podjetje je v močnem partnerskem odnosu s švedskim proizvajalcem specialnih jekel Saab, zelo dobro pa sodeluje tudi z jeseniškim podjetjem Acroni, predvsem na področju trženja njihovih jekel ter storitev razreza. Današnji obisk ministra za gospodarstvo in tehnologijo Zdravka Počivalška je za Damateh veliko priznanje. Ena motivacija naprej in jaz mislim, da se zavedamo vsi skupaj, da podpora, državnih organov pri razvoju je toliko bolj pomembna. Mi pričakujemo nič kaj čisto konkretnega, ampak samo to, da imamo eno normalno poslovno okolje in da je infrastruktura taka, da lahko normalno delamo in se razvijamo. Podjetje Damateh je v zadnjih 7 letih investiralo več kot 4,2 milijona evrov, večinoma iz lastnih virov, ostalo pa iz nepovratnih sredstev Slovenskega podjetniškega sklada in bančnih kreditov. Do leta 2014 so bile naložbe namenjene predvsem zagotovitvi ustreznih objektov in strojne opreme, zadnji 2 leti pa potekajo intenzivna vlaganja v razvoj trgov in kadrov. Damateh se lahko pohvali skoraj 20% letno rastjo. Lani je imelo 4,5 milijona evrov prometa. Ključni trgi so predvsem Avstrija, Nemčija in Slovenija, izvaža pa tudi v druge države Evropske unije in izven nje. Moram povedati, da sem navdušen nad rezultati podjetja, ki ima organsko rast, ki vlaga v znanje in ki svoj obstoj ali pa perspektivo išče v enem specializiranem in pa visoko tehnološko razvitem segmentu, in to verjamem, da velja v enem večjem obsegu za državo kot celoto, ki jo taka podjetja, kot je Damateh, samo dopolnjujejo. V podjetju so pred 4 leti za sistem vodenja kakovosti prejeli certifikat ISO 9001. Kupcem dobavljajo rešitve, ki so inteligenten način varčevanja, saj svojim znanjem in z jekli iz prodajnega programa pomagajo kupcem zniževati stroške proizvodnje ali jim zagotoviti večjo kakovost njihovih izdelkov. V podjetju pogrešajo bolj praktično usmerjeno izobraževanje, predvsem na poklicni ravni. Na samem razgovoru z gospodom ministrem smo vzpostavili 2 problema. Eden problem, ne problem, pač težave, ki se pojavljajo, je zagotovo postaviti dualen sistem, ki bo pripeljal do tega, da bomo imeli ne samo Damateh, ampak vsa podjetja izobražen tehničen kader. In pa ta druga zadeva je pač, da takim podjetjem, ki pač rastejo, omogočajo prostorski razvoj. Slovenski sistem poklicnega izobraževanja bi se moral po mnenju Darka Mikca zgledovati po avstrijskem šolskem sistemu, ki ima izjemno učinkovito poklicno izobraževanje usmerjeno v prakso, obenem pa močno sodelovanje med izobraževalno ustanovo in industrijo. Podobno razmišlja tudi poslanka Državnega zbora Irena Kotnik, ki spremlja ministra Počivalška na obiskih različnih podjetij v regiji. Na Bledu je bil forum obrtništva in pa podjetništva, kjer so tudi obrtniki iz svoje strani povedali, katere težave imajo, kako si predstavljajo povezavo gospodarstva z državo, z izobraževanjem, in izdali so tudi svojo knjigo s predlogi, kaj si želijo, da se izboljša, in kar se tiče izobraževanja, ker iz tega področja izhajam, se na ministrstvu in pa obrtna zbornica že dogovarjajo, da bi v septembrom si odprli novi programi za dijake, ker dajemo poudarek na vajeništvu in pa na tem dualnem sistemu. V pogovoru z ministrom so se dotaknili tudi nujnosti vlaganj v večji infrastrukturni razvoj Slovenije. Med poglavitnimi naložbami v bližnji prihodnosti sta izgradnja drugega železniškega tira Divača-Koper in 3. razvojne osi. Za gorenjsko gospodarstvo pa je med najbolj zaželenimi izgradnja druge cevi karavanškega predora. V tem trenutku jaz nisem v stanju napovedati časovnice tega, zato ker sama infrastruktura ni konkretno v mojem resorju, vem pa, da se na tem dela in mislim, da bo za to drugo cev celo lažje spraviti skupaj finančno konstrukcijo, kot pa za eno od prejšnjih večjih zadev.